A je mladim to sploh še zanimivo in atraktivno? Pogosto namreč slišimo, da mladih avtomobilizem danes ne zanima več. Vsaj ne v tolikšni meri, kot je zanimal danes nekoliko starejše generacije. Da se posterjev s Ferrari, Lamborghini, Porscheji po stenah ne lepi več, da ni več toliko zanimanja za predelave avtomobilov, za avtomobilsko tehniko, za avtomobilske dirke in ne nazadnje celo za samo vožnjo. No, jaz bi stavil, da to vse skupaj ne drži. Ampak zakaj bi ugibali? Preverimo iz prve roke, s pomočjo avtomobilov s posterjev. No, ali pa z Instagram posnetkov. No, zdaj pa, kakor da. Pale pa materijali. Taka lušna stvarca. Ovo je bone. Tako je, the best. Evo. Super. Hvala lepa. Tole je bila pa bomba, res. Brzina je tudi kar taka, no, huda stvar, no, moram priznati, malo pa sem se pokakal. Jaz ful obožujem avte, tako da mi je tole pospeški pa to, da lahko ful na kratko razdaljo fajn bremza. To pač pri navadnih avtih ni, ne? Noro. Ja, v bistvu ta hitrost, ne, super je, no, ko tako pospeši, sploh ko gre navzdol po hribu, res neverjetno. Koliko kilometrov na uro dosežeš na koncu ravnine? Ne vem, nisem gledal, naštel sem samo gledal, kako je bilo lepo. Samo gledal sem ravnino, ko gre, pa po ovinku zameče, pa poslušal, kako se odziva motor. Do 180 sem še gledala, pa nisem več gledala na števcu. Bolano, ne ubi. Ob vsem tem navdušenju se zdi naš uvod popolnoma nesmiselen. Kaže, da mlade avtomobili še kako zanimajo. V veliki meri pa jih zanimajo tudi hitri, športni avtomobili. No, ampak na tem mestu hitro pridemo do novega izziva. Včasih smo s kilovati in konjskimi močmi rasli. Če zdajle takole recimo pomislite, koliko je za vas imel konjev pravi športen avto včasih. 100, morda 200, no več kot to pa so jih imeli le superšportniki in pa dirkalniki. Danes pa so zares močni avtomobili precej lažje dostopni. Prvi razlog je seveda razvoj tehnike, drugi pa dvig življenjskega standarda. Vse bolj opazen pa je tudi tretji razlog. Gre za porast priljubljenosti električnih avtomobilov. In ti električni avtomobili so običajno precej močni in eksplozivni zaradi svojega instantnega navora. No, vse te konje, pospeške in eksplozivnost je torej treba spoštovati. Limitu se moramo približati počasi. Vsi bi radi davjali, vsi bi radi dirkali in tu, vsi bi radi imeli močne avte, ne? Se moraš pa malo zavedati, kaj češ jemati in kako boš vozil, no? Mislim, da se včasih kdo tudi malo preceni, koliko lahko hitro vozi, sploh ti pač mladi vozniki, ne? A se ti zdi, da so recimo mladi vozniki na splošno dorasli tem hitrim avtomobilom? No, ne vem, mislim, da je dosti nespameti, no, kar se tega tiče, no. Kaj prinaša vožnja tako hitrega avtomobila? Najprej se pač te malo strah, ker itak, no, takice je zelo zanimivo voziti, pol je pa pač samo veselje, ne, ker lahko ti tak avto voziš. Hitrost, ovink tamle pol, ko moraš hitro bremzati, malo adrenalin nabije, pa klele pospešek do klanc gor, bolano, res. A se ti zdi, da imaš dovolj znanja, da obvladaš tak avto, recimo tudi pri dinamični vožnji? Sam ne. Če bi imel inštruktorja, tako kot je bil gospod z mano, ja, drugače pa ne. Sigurno ne. Pa je dela mojstra, predvsem pri mladih voznikih, pomembno, da urijo svoje spretnosti, da se dejansko imajo priložnost večkrat nekako preizkusiti in da pridno nabirajo kilometre. Zdaj pa kar po desnem pasu tle, zdaj pa dava plinja. Danes smo tukaj zato, predvsem zaradi mladih voznikov. Mi v Zavarovalnici Triglav v bistvu spremljamo že vrsto let
in oni veljajo za eno tako bolj rizično skupino. Ena stvar je sigurno iz naših analiz, nadpovprečno je zastopano število primerov, ko prihaja do prevrnitve vozila. Obenem pa tudi statistika samih prometnih nesreč. Če je recimo v enem letu na neki celotni populaciji se bo nesreča zgodila 3 voznikom od 100, je pri mladih voznikih ta verjetnost 3-krat višja, kar pomeni, da se bo nesreča verjetno zgodila 9. Skoraj do ciljne črte je šlo v redu, kaj se je pa potem zgodilo? Ne, ja, nič. Sem rekla, na ravnini bo pa šlo, pa ni šlo. Star pregovor, ki še vedno zgleda drži, mladost je norost, so bili sprva v vožnji previdni, ampak po parih ovinkih, ko so videli, da zadeva laufa, so si dovolili načeloma vedno več. Nekdo mogoče tik pred koncem, pa se je zapletlo, pa so imeli težave. Se ti je taka mogoče kdaj zadeva že zgodila tudi v odprtem prometu? Ne, tam vozim bolj z glavo, tle vem, da lahko probam. Driftanje na plastičnih pneumatikah in varnost, kaj ima to pravzaprav skupnega? Bi lahko rekli na prvi pogled, da nič, ampak vseeno, kot smo zapakirali pravzaprav event danes so se vozili z avtomobili, ki jih niso nikoli še vozili, z avtomobili, ki so zelo športni, pa sem tudi vajo predstavil na ta način, torej dobili so priložnost, da vozijo super zmogljiv avtomobil, ki ga še niso mogli probati prej, za na cesto, za 1 uro, lahko greš pač probat, bodi varen, pripelji varno avto nazaj v garažo. In tudi tukaj so imeli možnost z avtomobilom, ki nima toliko velik konj, ima pa sicer slabe pogoje za vožnjo, ker je oprijema zadaj zelo malo. Tu je res te plastični nasadki, tu je, kot da bi jemo pladne od McDonald'sa gor napuntati. Tile gume zadnji te kar malo zafrknejo, ne pričakuješ. Ja, čeprav sem šlo počas drsi, sploh tam v ovinku. A se ti je kdaj to že na odprti cesti zgodilo? Ne. Katera veščina je tista, ki jo tukaj s temi treningi pridobijo mladi? Ja, predvsem pripravljenost na reagiranje, to je prva stvar. Močen avto bo dosegal visoke hitrosti, zaradi tega bo treba razmišljati malo naprej. Reakcijski čas tam seveda pomeni dosti večjo razdaljo. Medtem ko tu pri tem avtomobilu se dogaja pri nižji hitrosti, ampak ko avto zdrsne toliko bolj intenzivno in je potrebno pač toliko bolj konkretno odreagirati. In ko enkrat to doživiš, potem lahko razumeš. Če bi pač vedela, da nisem v kontroliranem okolju, definitivno to ne bi tako izgledalo. Pa če bi vedela, da imam pod sabo malo več konjev, bi tudi šlo malo bolj z glavo. Mi je čist drugi občutek tule, tudi pa tu lahko avto potisneš do hitrosti, ki jih na cesti načeloma ne smeš. Tako da je pač malo tudi, da vidiš občutek, kak je to. Ja. Kako močan avto voziš na splošno? Koliko je, 185 konjev? Tako, normalno, neki vmes. Ne prehiter, ne preveč. A se ti zdi, da so avti danes postali premočni? Ja, tu zagotovo. Premočni so. Res so tudi varni ratli, ampak so ratli eksponentno premočni, za kar se tiče današnjih standardov. S takim avtom se ne moreš voziti, se moraš lotiti nekje. Kakšna majhna kubikaža, majhni konji, da se malo uvadeš na avto, kako se odziva. Pa še posebej, če menjavaš, tu je zdaj moderno, ne? Na vsake 3 leta menjava ta avto, ker se ljudje navade na en avto, pa gre v drugi avto, pa ima čisto drugačne funkcije kot tisti stari. Tu je problem. Jaz vidim tu še vedno veliko vlogo staršev, ki tekom odraščanja mladim dajemo neke prave vzorce v prometu, smo odgovorni, se ravnamo po nekih pravih smericah in s tem mladim nekako jih usmerjamo na pravo pot, če tako rečemo, da bodo, ko bodo sami sedli za volan strpni, vozili malo bolj odgovorno, pa si mogoče ne dovolili takih prestopkov, da bi bilo kdaj kaj hudo narobe. V zavarovalnici Triglav imamo aplikacijo Drive, ki je v bistvu namenjena prav temu, katerega koli voznika pravzaprav točkuje, kar pomeni, če vozi prehitro, če so neke sile premočne, seveda aplikacija to bom rekla, varno vožnjo nagrajuje. Aplikacija Drive mi pomaga pri tem, da sem boljša voznica, zato ker lahko spremljam tudi mojo statistiko, opominja me, česa ne smem početi v avtu, na koncu mi pokaže, kako dobro sem vozila. Cel dan ste se vozili naokoli zelo hitro z našimi mladimi vozniki. Kako so se odrezali? Ja, moram priznati, da sem pozitivno presenečen, da so bili vsi, bom rekel, zelo v redu, ker do znanja so imeli, kar se tiče sploh tako
močnih pa hitrih vozil. Bilo jih je nekaj, ki niso imeli pravilni položaj volana, so hoteli malo po svoje, pa smo jih malo popravljali skozi med vožnjo. Potem gor, ko imamo en zelo zaprt desni ovink, smo jih malo potrenirali pogled, kam se gleda v zavoju, ne v stožce, ampak v smer vožnje. Ampak vsemu moram reči, da je bilo zelo v redu in sem tudi prepričan, da smo imeli dobro izkušnjo, še posebej, ko smo zavirali z 200 na 70 km/h. Kar ni od vseh, ki so bili, ni še ben preizkusil, seveda, tudi na normalni cesti se s takih hitrostjo ne vozimo. Je pa vsekakor to izkušnja, ki jim lahko pride prav v vsakodnevnem prometu, ko vidimo veliko lučk na avtocesti pred nami, ljudje zavirajo, da se znamo pač seveda pravilno odločiti, kdaj in pa da moramo zelo močno zavirati, če želimo res doseči, da imamo kratko zavorno pot. Ok, zmagovalka spretnostne vožnje, ko je zadek zelo drsel. Kakšna je skrivnost, kako se ta poligon najbolj uspešno in hitro prepelje? Treba je biti varen, čim bolj kar se da. Torej, ne lih pretiravati s hitrostjo v ovinkih, pa pol malo pospešiti na ravnini. To je nekako kar tale kombinacija, ker pa jaz sem bila tudi najhitrejša, najbolj varna, najhitrejša, tako da očitno gre skupaj. A je zahtevno, ko avto zdrsne zadek? Ti je to že kdaj zgodilo? Se mi je zgodilo, sploh zdaj zadnje čase imam kar slabe gume na avtu, ne se zdaj grem menjati, brez skrbi. Tako da ja, mogoče mi je ta izkušnja tudi malo pomagala, to z mojim avtom, a ne osebnim, da sem znala zdaj s tole našo Toyoto voziti. Jaz vseeno upam, da iz tega dogodka danes so lahko odnesli nekaj, da je do avtomobila treba imeti spoštovanje, pa predvsem do ceste, pa avtomobile, ki jih nikoli nismo še vozili, voziti ekstremno previdno. Kako torej za konec odgovoriti na tisto začetno vprašanje, ali mlade avtomobili še zanimajo? Nikoli še nisem vozila tako hitrega avtomobila in je res pač super. No? Jaz imam doma eno staro Hondo, ki jo zdaj obnavljam. Predvidevam, da bo tam imela okoli 280 konjev, tako da bomo šli provati kaj na Hrobnik. Ja, si avtomobilist po duši. Ja, sem všeč avtomobili, tudi v otroštvu sem gledal dosti teh oddaj, recimo Top Gear, Grand Tour in sem mi kar všeč te avti. A se ti zdi, da imate danes mladi še radi avtomobilizem, tako kot recimo so imeli naši starši pretekle generacije? Pa mislim, da se to celo veča, da smo zmeri bolj zagreti za avte, zmeri več nam pomeni ta kontakt z avtom, ne vem. Jaz sem še bolj postaran, ker je analogno in to, ker dela karburator, ko smrdi, pa mišeli in benzini, tu mora delati. Tu drugo, te računalniki, tu nas bo vse povezilo, tu ne bo nič. A mora biti prisoten ta zvok, da je pravi užitek? Meni se ne zdi, da nujno, mislim, da ni potrebno, ampak pač, če je vseeno malo boljše. Ampak tudi sama hitrost in pospešek električnih avtomobilov je tudi, mislim, da sam po sebi že dovolj za užitek. No. Gen Z-jevci se za takšne športne avtomobile zanimajo ravno toliko kot njihovi starši. In če vam je to všeč ali ne, avtomobili bodo, kot se kaže, tudi v prihodnosti pomemben, če ne celo sestavni del naše družbe. No, morda bo avto postal manj pomemben kot prevozno sredstvo, avtomobilski užitki pa nikakor niso pod vprašajem.